Lepo pozdravljeni, spremljate posebno božično oddajo Ambienti, ki pa je nocoj posebna tudi zaradi ambienta, ki nas gosti. V takem še nismo bili. Je pa to cvetličarna, polna cvetja, rastlin in posebnih dodatkov, ampak ne le to. V njej je prostor tudi za tiste, ki želijo začutiti to čarobno atmosfero in v njej celo prespati. Z mano je tudi kolega Stane Sušnik. Stane, živijo? Živijo. Me veseli. Glede na to, da si velik prijatelj vseh nadzemnih, podzemnih delov naših zelenih prijateljev, ki nam krasijo vrtove, jaz mislim, da se med rožicami počutiš, kot da si v rožicah, a ne? In mislim, da si ti prava oseba, da nas popelješ po tem izjemnem ambientu. Hvala. Ja, jaz imam rože res rad. Tudi šopke, tudi rezano cvetje. In zato je zanimivo, da smo pravzaprav v nekdanji knjigarni, ki pa je postala cvetličarna, res nekaj posebnega, kot si rekel, prav zaradi veliko ustvarjalnosti, veliko prizadevanja in ročnega dela lastnika, cvetličarja, in pojmo to pogledati skupaj. Tako, vabim vas, da spoznamo neverjetno vsebino tele cvetličarne ter njenega avtorja, cvetličarja Miha Oblaka. Ambienti so prvič v cvetličarni. Oddaja Ambienti seveda ne gre v katerokoli cvetličarno, ampak v eno, ki je res zelo posebna. Posebna je zato, ker jo je ustvaril mlad, zagnan cvetličar Miha Oblak. Miha, kaj je tako posebnega? Ja, celotna zadeva v bistvu temelji na Ljubljanskem barju. Se pravi, zadeva je, popolnoma, slovenska. In ja, posebna je v bistvu s tem, da lahko v cvetličarni prespiš, noter so orgle, ki jih lahko seveda tudi zaigraš. Cvetličar Miha Oblak je deloval 18 let v središču Ljubljane. S časom se je njegova dejavnost razrasla, zato se je preselil le kakih 10 metrov naprej v večji prostor, ki je, za razliko od starega, v njegovi lasti. To mu je omogočilo, da je uresničil svoje sanje. Prenova cvetličarne je trajala 8 mesecev. Medtem ko je cvetličar normalno deloval v starem lokalu, so v sosednjem prostoru že potekala gradbena in obrtniška dela. Že na prvi pogled je videti, da je večina notranje opreme v cvetličarni unikatna, narejena posebej za ta prostor. Vsi elementi, ki so dejansko tukaj noter, ja, to sem jaz sam, tudi in švasal, varil, vse sami že prej. Vsi ostali elementi, govoriva od stene do pečnic, to je bilo pa v bistvu vse sprot iz glave. To je rasla zadeva. Jaz sem točno vedel, kam je treba stvari umestiti. Rezo smo kdaj tudi kaj podirali, ampak zadeva je stekla tako, kot more. In jaz sam se tukaj zelo dobro počutim, ker je tudi zelo dobra energija tle noter. Miha je navdušen zbiratelj starih in lepih predmetov. Mnoge je uporabil pri opremljanju svojega novega lokala. Med njimi so stare cerkvene orgle, kompletne, s piščalmi vred. Ponosen je na še eno zanimivost. Velikanski lestenec, ki prav tako kot orgle izvira iz neke cerkve. Dolg je v bistvu 17 metrov. Ko bil sem na ta pravem času, v ta pravem mestu, ta lestenco odstranil. Jaz sem se takrat dogovoril, da bi ga rad imel. Celotno cvetličarno sestavlja poleg prodajnega prostora, delavnice in apartmaja tudi prostorna dvorana, ki cvetličar pravi ladja. Kaj je namen tega prostora, v katerem je lestenec? Namen samega prostora je, da imamo mi lahko noter v tem prostoru tam približno 30, 35 do 40 ljudi. Pripravimo, celo mizo, taka zgodba, da lahko imaš v cvetličarni tudi ali kako manjšo prireditev ali večerjo klasično, s tem, da je v enem takem posebnem ambientu z glasbo, z rožam in da je res tako, kot mora biti. Največja posebnost te cvetličarne je spalnica s kopalnico, umeščena nad barvito rezano cvetje in lončnice. Ob koncih tedna, ko je prodajni del zaprt, je mogoče v cvetličarni prespati. Veliko stvari je tukaj noter, zadeva je zelo eklektična. Okrogla posla je v bistvu zelo zanimiva, ker se tudi sama po sebi, vrti, da je lahko, iz vseh strani imaš pogled, ker si le gor na galeriji. Deva še mečkamo o močvirskem tulipanu. Zakaj vam je tako v srce sedel? Močvirski tulipan v bistvu mi je iz prvega razloga, ker je izredno krhek. Slovenski je zaščitena slovenska rastlina oziroma barjanska. In tukaj se mi zdi, da mogoče mi ta barje kot Ljubljančani oziroma ko jaz kam kot Ljubljančan
ne da ga ne znamo, bom rekel, ceniti. Jaz imam iz tvoje cvetličarne, če grem proti botaničnem vrtu, imam 200 metrov stran močvirske tulipane. Mi je pač nekako rastel k srcu, zato smo ga tudi pač dobili, bom rekel, v samih teh stenskih poslikavah, na pečnicah, na, bom rekel, samem vodnaku in podobno. No. Ja, še nekje sem si zapomnil, kar me je presenetilo, v kabini za prhanje. Ja, kabina za prhanje. Noter smo naredili iz Rosfreja Maksim, je tudi celoten cvet, bom rekel, porisal z motivom notranjega dela močvirskega tulipana. Tako da dejansko se tuširaš v samem cvetu. Vsebina cvetličarne, ki prerašča v galerijo, očitno dokazuje, da gre za več kot samo floristiko. Jaz jo tudi sam na tak sistem želim pokazati ljudem, da cvetličarstvo ni samo 3 rožice pa 5 vejc zraven, ampak dejansko, da lahko to gledaš, bom rekel, že kot eno lepo umetnost, da si lahko tle priješ knjigo prebrati. Zato so recimo tudi tle imam eno lepo knjigo, ta je pač od Jožeta Cjuhe. Močvirski tulipan je prav posebna, redka cvetlica in isto velja tudi za unikatno cvetličarno.